Lepo pozdravljeni na okrogli mizi, ki jo prirejata Inštitut za delavske študije in Pritličje. Danes bomo govorili o sodobnih oblikah družbene neenakosti in nadvlade. Za ta namen imamo tukaj le 4 zelo primerne goste oziroma gostje. To so na moji levi dr. Primož Krašovec z Filozofske fakultete, doktorica Sandra Bašič-Hrvatin z Fakultete za humanistične študije, dr. Srečo Dragoš z Fakultete za socialno delo in pa doktorica Barbara Rajgl z Fakultete za družbene vede. Zdaj, preden jaz začnem s svojim kratkim, upam, da bo čim bolj kratek, vsebinskim povzetkom oziroma uvodom in preden potem predam besedo, mi dovolite samo neki tehnikali. Zdaj, prva je, da tam, kot ste verjetno videli, zunaj v drugi sobi prodajamo IDŠ in založba Sofija zbornik, ki smo ga v sodelovanju lani izdali, ali pa mogoče na začetku tega leta. Zbornik je tematsko zelo prekrivajoč s to okroglo mizo, namreč mislim, da je okoli 8 prispevkov, tako slovenskih kot tujih avtorjev na temo, predvsem spolne pa ekonomske neenakosti oziroma nadvlade. Cena običajno je 15 evrov, danes je pa 10 evrov, tako da če kdo želi, si bomo zelo veseli, če kakšen izvod odnesete. Zdaj, druga tehnikalija je, da bo danes okrogla miza oziroma razprava med gosti, upam, da trajala 45 minut, ne več. Razprava bo razdeljena na 3 tematske sklope po 15 minut, torej 45 minut vse skupaj, potem bomo imeli pa še 15 do 20 minut časa za vprašanje in komentarje iz publike. Če se slučajno razvije še ena razprava, lahko podaljšamo, ampak več kot pol ure ne bi pustil za vprašanja in komentarje. No, ampak to bo pa potekalo tako, da če boste imeli kakšno vprašanje ali pa komentar, boste dvignili roko, mi bomo prinesli mikrofon, vi boste vprašali in boste dobili odgovor oziroma komentar nazaj. No in še zadnja tehnikalija, danes okrogla miza oziroma razprava ne bo tako ortodoksna kot običajno. Jaz nisem pripravil 10 ali pa 15 vprašanj, kratkih, neposrednih vprašanj, ki bi jih potem vsakmu posebej zastavil in pričakoval enake kratke oziroma neposredne odgovore nazaj. Jaz sem, kot sem rekel, razdelil razpravo na 3 tematske sklope, sklopo ekonomski, sklopo spolni in sklopo etnični neenakosti oziroma nadvladi. Pripravil sem samo par vprašanj, zelo splošnih vprašanj, mogoče rajš temu rečemo par iztočnic za razpravo, in ideja je, da se potem okoli teh iztočnic razvije pogovor, bolj pogovor kot okrogla miza med gosti, in jaz dvomim, da bom sploh veliko posegel v razpravo. Ok, zdaj glede vsebine pa verjetno ste že videli na Facebooku ali pa kje drugje. V Inštitutu za delavske študije in skupaj z Pritličjem smo pred par tedni prišli na idejo, da čeprav oziroma ravno zato, ker se zadnji 2 leti tako v Sloveniji kot drugod vse več govori o družbeni neenakosti, sploh z izdajo Pikettyjeve knjige lani, pa potem s prevodom letos, da bi radi posegli v te razprave o družbeni neenakosti in nadvladi, in to vsaj iz 2 razlogov. Prvič zato, ker se zdi, da se prevečkrat te razprave osredotočajo predvsem na ekonomsko, zelo strogo ekonomsko obliko neenakosti in nadvlade, ne pa tudi drugih manj ekonomskih ali pa vsaj manj strogo ekonomskih oblik, kot sta spolna, etnična in še mnogo drugih, ampak mi se bomo danes omejili na spolno in etnično, poleg ekonomske. No, drug razlog je pa ta, da se nam zdi upravičeno ali pa malo manj upravičeno, da ko se govori o tej neenakosti, torej predvsem o ekonomski neenakosti, da se bolj ali manj, sploh od Pikettyja naprej, govori o dohodkovni in premoženjski neenakosti, ne pa tudi o kakšnih drugih vidikih ekonomske nadvlade, kot so recimo izkoriščanje, odtujenost in podobne reči, o katerih običajno govorijo bolj radikalni sociologi, marksisti in podobno. No, tako da za ta namen smo pripravili to okroglo mizo, kjer upam, da bomo govorili o vseh 3 oblikah neenakosti, in zdaj mislim, da lahko kar takoj začnemo, torej s prvim sklopom o ekonomski neenakosti. Torej, v zvezi z ekonomsko neenakostjo me zanimata 2 stvari, oziroma 2 iztočnici bom dal. Prvič, kot sem že omenil, jaz bi rad, da govorite vsi 4 o izkoriščanju. Torej,
kaj vi razumete s tem izrazom, ali pa kaj se vam zdi, da se običajno razume, pa da bi bilo mogoče bolj, da se razume kaj drugega, kaj točno torej zajema izkoriščanje, kaj točno zajema izkoriščanje poleg dohodkovne in premoženjske neenakosti, a mogoče proizvaja izkoriščanje dohodkovne in premoženjsko neenakost. No in pa druga iztočnica, ki je povezana s to prvo, je, kaj točno mislite, da izkoriščanje, kot recimo temu sociološka kategorija, proizvaja, če sploh kaj. Recimo, običajen odgovor bi bil, da izkoriščanje proizvaja vsaj antagonističen odnos med delavcem in delodajalcem. Marksisti bi temu rekli navpični razredni boj. In mogoče še bolj pomembno kot to, kaj se vam zdi, da izkoriščanje, kakšen odnos izkoriščanje proizvaja, kako mislite, da bi lahko ta odnos, kakršenkoli že je, umestil v sodobno družbeno področje, površje. Torej, Piketty na primer pravi, da razredni boj, ta antagonistični odnos med delavcem in delodajalcem, mogoče je bil nekoč pomemben, ampak gotovo pa ni več. Danes je bolj pomemben medgeneracijski boj, torej boj med mladimi in starimi. Nekateri postmodernistični sociologi, kot sta Bauman pa Beck, recimo, tudi govorita, da danes razredni boj ni več toliko pomemben, veliko bolj pomemben je antagonizem med potrošniki in proizvajalci. No, potem so tukaj še taki sociologi, kot je Guy Standing, ki veliko govori o razrednem boju, ampak potem razume kot subjekt razrednega boja ne delavski razred, ampak prekerni razred, torej prekerne delavce, za razliko od običajnih delavcev. Skratka, kako umestiti ta odnos, ki ga izkoriščanje proizvaja, če ga proizvaja v vse ostale sodobne antagonizme, in pa mogoče kakšni so politični potenciali tega odnosa med delavcem in delodajalcem. Zdaj, če te prvo Primož, bi najprej začel s tabo, pa kot sem rekel, približno 15 minut imamo za razpravo in strinjajte se, ne strinjajte se, razčiščujte si in tako naprej. V redu. Hvala za povabilo najprej. Zdaj, mogoče, če začnem, zdaj v bistvu niste bile dve iztočnice, ampak 17 iztočnic skritih v dve, ampak recimo bom začel s tem, recimo razmerje Marx, Piketty, teorija razredov, teorija neenakosti. Zdaj, ena stvar, ki mi je saj osebno, niti ne toliko profesionalno kot sociologu, ampak recimo čisto kot članu javnosti, ki spremlja, katere knjige izidejo, kakšna je njihova javna recepcija. Posebej zanimiva pri Pikettyju je, da recimo v nasprotju z Marxom, ki se ga pogosto v socioloških krogih pogosto doživi dismisiven odziv, kot v smislu Marx je ekonomističen, to je preveč ekonomistična teorija, preveč ne Marx ali pa marksizem je preveč neobčutljiv za recimo fine kulturne in druge recimo mikrodružbene distinkcije. Recimo pri Pikettyju tega odziva ni. Se pravi, Piketty je skozi in skozi ekonomističen, ampak ne naleti na ta odziv. Je kljub temu ali pa mogoče celo zaradi tega je bestseller. Medtem ko po drugi strani, tudi če damo oklepaje, recimo vse te polemike, ali je Marx pisal s kritiko politične ekonomije alternativna ekonomska teorija, ali je poskusil utemeljiti povsem novo teorijo, ki ni nujno ekonomska. In tudi če damo to ob stran, recimo, če odpremo Kapital, vidimo, da je noter ogromno zgodovine, politike, sociologije, da daleč od tega, da bi šlo za strogo ekonomsko delo. Tako da mislim, da razlika v recepciji, mogoče če začnemo s tem v javni recepciji, ni toliko problem ekonomije ali pa ekonomizma, ampak ravno ta, ko bi rekel, škandaloznost, recimo, ne vem, kakšen je njen izvor, poznam jo po učinkih samega pojma razreda, se pravi, teorija, ki ni ekonomistična, ampak temelji na konceptu razreda, je nekako saj neprijetna, no, mogoče škandalozna premočna beseda. Medtem ka teorija, ki je popolnoma ekonomistična, v tem slabem smislu, se pravi redukcionistična, ki ravno ne upošteva nobenih kulturnih, socioloških, političnih razsežnosti, je sprejemljiva, ker se omejuje na relativno bolj benigen problem neenakosti oziroma zamoči cel problem razreda in razrednega boja. Mogoče to kot uvod, kar se tiče druge iztočnice, kaj eksploatacija producira in kako, oziroma kjer razmerje, jaz mislim, da
izkoriščanje ali pa eksploatacija sama je že družbeno razmerje. Ampak to, vsaj pri Marxu je to formalno ekonomsko družbeno razmerje, se pravi, gre za sam obstoj presežne vrednosti, ampak do njega pride, dobro, ne vem, kako naj to povem, ne da kompliciram, brez kršenja pravil ekvivalentne menjave, se pravi, po samih pravilih meščanske družbe je to pravičen odnos, se pravi, nekdo proda delovno silo, drugi jo kupi in jo uporabi za povečanje vrednosti, kar se tiče racionalnosti meščanske družbe je to vse ok. Zdaj problem, recimo, ali pa problem, ki ga lahko odpremo v zvezi s tem, je prekrat izkoriščanje sam odnos, recimo, discipline nadvlade na delovnem mestu, se pravi nekaj se zgodi potem, ko se realizirajo profiti, ali pa ne samo to, ampak samo dejstvo, da je produkcija za profite sploh mogoča, je potrebno tiste, ki proizvajajo, disciplinirati z različnimi oblastnimi tehnikami in mislim, da ravno ta antagonist, ali pa ta dvojni antagonističen odnos, ki je po eni strani odnos discipline, nadzora na delovnem mestu in po drugi strani seveda formalno ekonomsko izkoriščenje, povečevanje vrednosti, je tisto, kar producira razrede. Mogoče to za začetek ne obstajajo razredi kot družbene, kulturno ali pa identitetno formirane družbene skupine, ki bi šele vstopale v razredni boj, ampak pridejo ven iz tega odnosa kot razredi, kar potem odpira druge zanimive sociološka vprašanja ali pa probleme, kaj s tistim, kar Bourdieu recimo raziskuje, ko raziskuje razredno distinkcijo. Jaz nisem, mogoče bom s tem zaključil ta svoj uvodni del, jaz nisem čisto prepričan, da gre tukaj za isto stvar, ne gre mi za vrednotenje teh različnih teorij, ampak mislim, da razred v tem strukturnem ekonomskem pomenu, pa recimo družbene razlike, ki se formirajo skozi ustvarjanje, skozi kopičenje kulturnega kapitala in ustvarjanje tega, če mora Bourdieu pravi distinkcijo, mogoče niti niso ista stvar, pa mogoče se k temu še vrnemo. Da ne bo zagate, mogoče lahko kar nadaljujemo po vrsti z vami. Okay. Zdaj bi jaz imela samo eno vprašanje. Čistko preverjam. Kdo je prebral knjigo Pikettyjeva? Ko rečem prebral, ne mislim tisto po Kindih 26 strani, ampak tisti, ki je prebral. Koliko? Ups. Kdo pa je prebral vključno, ko je bral knjigo, da je šel na njegovo spletno stran in pogledal še dodatne podatke, ki jih moraš pogledati, da bi razumel tudi tisto, kar piše v knjigi. Pa to pa je problem. Zdaj, jaz sem knjigo gledala nekoliko na drugačen način. Ta knjiga je dobila nagrado za najboljšo poslovno knjigo, kar je totalen paradoks. Tako deluje kapitalizem danes. In drugič, kar me je presunilo to veliko navdušenje nad knjigo, ker če na koncu narediš eno tako črto, podvlečeš črto, kaj nam pripovedi. O čem nam Piketty pripoveduje? Pripoveduje nam o dveh stvarih. Prva, da bogati, tisti, ki so bogati, bojo še bolj bogati, in tisti, ki imajo veliko, jih je treba obdavčiti. V 21. stoletju to prodajati kot radikalno levo teorijo, pa je nekaj hudo narobe z nami. Skratka, jaz sem nekako pričakovala, da bomo tu veliko bolj radikalno zastavili, kaj lahko storimo. Skratka, čisto lenjenost, kaj storiti, kakšne korake. In tisto, kar me je recimo v tvojem prispevku, ko si govoril o tem ekonomskem izkoriščanju, izpadlo eno veliko področje izkoriščanja, ki se nanaša na reproduktivno delo, ki je absolutno neplačeno, absolutno izključeno iz tega. Potem na čustveno delo, pejte na meje, pa pogledajte, pejte na, ne vem, ogromno čustvenega dela, ki ga, zakaj pa je izključeno? Zaradi tega, ker ga večinoma upravljajo ženske. Mislim, to je problem. Skratka, ko govorimo o delu, dajmo to kategorijo nekako vključiti v to kategorijo tudi najbolj brutalne oblike izkoriščenja, v katerih se očitno nihče več ne zgane, ker to je nekako normalizirano v to, kako družba deluje. Zdaj, glede na to, da se jaz predvsem ukvarjam z mediji,
ugotavljam, da je v bistvu ena od velikih napak, ki kdorkoli, ki se želi radikalno, aktivistično ukvarjati s spreminjanjem stvari, dela eno prvo napako in to je, da misli, da so mediji njegovi naravni zavezniki. In zelo hitro ugotovi, da ni hujše, konzervativne, zavlačevalne ali pa oviralne moči, ki obstaja v družbi, in to so mediji. Skratka, mediji imajo eno posebno nalogo, da vse to, o čem ste vi govorili, zapakirajo v jezik, v katerem stvari postanejo nedolžne. To bi jaz rekla tak Walt Disneyjevski sindrom. Da gledamo izkoriščenje in smo potem v nekem stanju političnega kiča, smo žalostni. Da, ko govorimo o delavskem razredu, govorimo o nekem delavskem razredu, ki je nekje drugje. Ko govorimo o največjih težavah, s katerimi se ta ali katerakoli družba ukvarja, so te težave predstavljene na način, da jih lahko prebavimo. In tukaj bi zaključila z eno skrajno vadbo. Ne vem, kdo od vas gledal pred parimi dnevi eno našo komercialno televizijo, ki je z meje poročala tako, da je kamero postavila v stranišče, v tisto kemično stranišče, in smo v velikem planu na zaslonu gledali begunski drek. Pa mi smo v totalnem dreku. Torej, mi smo prišli tam, kjer bi se morali začeti pogovarjati o tem, kakšno družbo si želimo, katere korake je potrebno narediti in kakšno je to radikalno politično delovanje, ki presega to, da delamo majhne kozmetične popravke. Kaj je izkoriščanje? Jaz bi izkoriščanje imel za sinonim blokiranje participacije. Zdaj, kaj pa pomeni eno, kaj pa drugo, tem pa se lahko pogovarjamo, ampak v tem smislu izkoriščanje se lahko dogaja kjerkoli, od ekonomske sfere do intimne, družinske, simbolne in tako naprej. Gotovo je to v zvezi z družbenimi neenakostmi, ni pa to ključ vse zadeve. Jaz nisem tu pričakoval, da bomo Pikettyju kaj dosti govorili, ampak če smo začeli, nisem da bral Pikettyja celega, sem pa ga diagonalno bral. Zanimivo bo to, da sem videl recimo ena napaka je nekaj, ampak to je žal napaka prevajalke v slovenščino, popolnoma napačno je Gini koeficient definirala. Gini od 0 do 1, ne se zmotila, ko je obrnala, v originalu tega ni. Bomo videli, ampak Gini koeficient, to je bistvo Pikettyjeve knjige, brez tega njegovih tabel in imeli neenakosti v vseh državah in po svetu. Zato ni kriv Piketty. Upozoril bi tudi na, točno se strinja, kaj je bilo rečeno, to ni nobena radikalna knjiga, tudi sam, ne samo da priznava, se ponaša s tem, da ni radikalc. On zagrabi, vse vemo, on zagrabi tako empirično raven in kaj se empirični ravni pokaže, da neenakost, družbena neenakost zgornji spodnji, na podlagi dela je občutno manjša, Gini 0,2 do 0,4 v državah se sluče na podlagi kapitala oziroma bogatstva, je občutno večja, med državami se sluče od 0,6 do 0,9, povprečno obeh skupaj je pa 0,3 do 0,5. Kaj iz tega sledi? Iz tega sledi, da je glavni način, če hočemo tu kaj narediti, celo pri Pikettyju ni edini, namreč v zvezi s kapitalizmom je obdavčitev kapitala zgornjih slojev in to mednarodna. In potem to je vse. Kapitalizem lahko naprej normalno fura, bodi si z demokracijo ali brez demokracije in tako naprej, to se Piketty ne spušča. Tisto, kar se mi zdi za zanimivo, ampak to ni Pikettyjeva krivda, on se ne spušča, kaj se dogaja ljudem od zgoraj. On govori sam prek številk, kaj se dogaja ljudem od zgoraj. Ugotavlja
1% oziroma govori celo o percentilih, ne samo o decilih, torej akumulacija in to tempo akumulacije skozi stoletja in tako naprej v zgodnjih slojih. Empirično je zadeva, kot rečeno, številkam zelo bi rekel, elegantno rešljiva, malce obdavčite, celo tako obdavčite, da zgodnji sloji tega sploh ne vidijo, dobina vdavek in tako naprej. To so desetinke, tisočinke mednarodnih transakcij, rešite svet pred socialnim kolapsom, znotraj kapitalizma in tako naprej. Ampak dobro, nič drugega ne rešite, ne? To je velika stvar. Levičarske kritike, bom rekel ultralevičarske, Pikettyja, ki mislim, da so nevarne, grejo takole, bom najbolj znano, tudi pri nas je dosti pisal o tem imenu, pravijo, mednarodna obdavčitev, pa vse to, ja, vsak ve, še Evropa tega ni, kar je res sposobna narediti, kako bomo zdaj mednarodno, ne, preko OZN ali kako, ne, obdavčili transakcije ali pa top one, to je čisto nerealno, treba je spremeniti kapitalizem in ga zamenjati z nečim drugim. Jaz mislim, da je to velika past, kajti, a to je pa lažje. To je čisto logična zmota. To je zmota tistih, ki so prebrali sam Marksov Kapital in niso prišli naprej od tega. Pardon, Kapital, mislim na komunistični manifest. Prva revizionista komunističnega manifesta sta bila že Marx in Engels. Berite predgovor k njuni drugi izdaji čez par let, ki je išla komunističnega manifesta, tam odkrito, oba podpisana rečeta, da če bi ga zdaj, torej nekaj let od prve izdaje, pisala na novo komunistični manifest, potem bi nekaj stvari izpustila in namigujeta na tista poglavja, kar bi pomatovljene stigmatizacijo buržoaznih socializmov pa tako naprej. Seveda tega predgovora nišče ni upošteval in bolj so se dogajali katastrofe. Kaj hočem reči? Zelo nevarna logika je obdavčitev zgornji, mednarodna, nacionalna, če hočete. Vsej nacionalne države v enih zadeva ne kolapsira, v drugih pa kolapsira. Pa imajo vse nacionalne države na razvitem zahodu imajo in demokracijo, in kapitalizem, in tako naprej. Kako je to mogoče? Mogoče je torej tudi znotraj, so to se tudi tistih tabeli vidi pri Pikettyju, znotraj nacionalnih držav, je mogoče drugače uravnavati družbene neenakosti, ni vseeno, ali uravnavate tako, da jih pospešujete, ni vseeno, ali jih uravnavate v nasprotno smer, in seveda, ali pa tako, ko pri nas, ko se v njih sploh ne sprašujemo. To so bistveno, bi rekel, različne možnosti delovanja na nacionalnih ravneh. Če tega ne zmoremo, kako bomo, če priglasimo Pikettyjevo idejo zahteve obdavčitvi, kako bomo naredili karkoli drugega, kar je hujše od tega. Ne smemo na to nasedati. Zadnji, bom kar se bo v intervjuju v javnem naravno spovedal, mislim, da je doktor Mate Gostiša, zadnji intervju v Mladini, če je kdo bral, preberite v zadnji Mladini prejšnji teden. Intervju na temo delavskega soupravljanja. Zelo dragocena zadeva, sindikati pripravljajo, on je glavni, bi rekel, intelektualni in pravniški pogon tega projekta za nov zakon za delavsko samoupravljanje. Fina zadeva, vendar. Z vsemi topovi udriha po socialni državi. Njegova logika je, če bi imeli soupravljanje, upravljanju delavcev v produkciji, ukinemo izkoriščanje že, oziroma v bistvu minimum že na strani produkcije, torej ne potrebujemo socialne države, gre še naprej. Če imamo socialno državo, potem to utopi ljudi in se ne brigajo za soupravljanje. To je logika iz komunističnega manifesta, to je zelo nevarna logika. To smo vse že preigrali in zaradi tega smo v takem kaosu. Hočem reči, vidite, velik problem s temi radikalnimi idejami, v bistvu je, sem malo končal, dal naprej, v bistvu moramo narediti nekaj drugega, to tudi Piketty ne naredi, vendar to ni njegove knjige. Namreč, ko mi gledamo družbeno neenakost, je veliko
večji problem, kar se dogaja spodaj, kot pa kar se dogaja zgoraj. Seveda je neokusno 1% ali pa 0,1% prebivalstva akumulira recimo skoraj polovico vsega bogatstva in tako naprej. To je problem. Vendar to ni tak problem, zaradi katerega bi družbe začele razpadati. Ker ta 0,1% je že ne živi v družbah, v katerih se to dogaja. Problem imamo drug. Zaradi tendenc, ki jih pospešuje neenakost, nam razpada obrobje, margina. Mi moramo gledati, kaj se dogaja od spodaj, tega pa nišče ne gleda. Desnica itak ne, levica pa, tista, ko se res za to zanima, gre na radikalno noto in reče, ja, sej to je kapitalizem, treba zamenjati, to se pa ukvarjal s temi financami, kot je recimo razpad socialne države ali kaj podobno. Seveda, vsi, ki so pa na sredini, v prvi vrsti z našim finančnim ministrom, pa nekako zavestno s tem manipulirajo. Oni pa neoliberalci. Oni pravijo, Slovenija ima enega najmanjših Gini količnikov, torej najmanjšo stopnjo neenakosti, eno pod. V zahodnih državah, kaj bi se potem sikirali? Potem ni problem revščina in tako naprej. Torej, zavestno zanemarjanje tistih ljudi, ki so najbolj ogroženi, zavestno zanemarjanje tega, bom rekel, sociološkega poudarka, družba, razen, če ni izrednih razmer, vedno začne razpadati na robovih. In to je bottom, ne pa top. Pri nas imamo kljub relativno nizki neenakosti, imamo strahotne posledice dogajanja tistih, ki so pod mejo revščine. Nam se revščina podaljšuje, torej trajanje v revščini, delež ljudi, ki so revni, ni vseeno, ali so revni, pol leta, eno leto ali pa recimo več let. Ta številka se nam zelo povečuje se nam revščina revnih ljudi. Ni vseeno, ali imate nekoga v revščini tik pod mejo ali pa v smeri navzdol. Gremo v smer navzdol. Kaj pa predlagaš? Predlagam to, kar je Piketty stlačil samo v en stavek. To je treba premisliti in to seveda nisem jaz prvi, ki to predlaga. Imamo dva take lešpeha za nov družabni red, Andrej Gosar izpred druge svetovne vojne. Kaj je zdaj bistvo? Piketty pravi, vprašanje revščine ni problem neenakosti. Ni samo problem neenakosti. Če hočete rešiti vprašanje revščine, obubožanja, to je zdaj moj prosti prevod, lahko najde doma citat. Zato ni dovolj, da se trudite in tudi da vam uspe zmanjšati družbene neenakosti. Lahko jih zmanjšujete, pa imate iste tendence od spodaj, med revnimi. Lahko imate evropsko podpovprečno stopnjo neenakosti, kot jo imamo mi, pa vam družbeno dno, to ekonomski integritet, razpada hitreje kot v katerikoli evropski državi. Piketty pravi, zato rabite socialne inštitucije, inštitucije socialne države. Mi do tega nismo prišli in mislim, da ne bomo, to je žalostno. Torej, najprej hvala, da ste me povabili. Meni se zdi ta debata tukaj v bistvu zelo pomembna debata, zato ker povezuje različne vidike neenakosti. Ker namreč je tudi, se mi zdi, izkušnja prav Slovenije to, da z manipulacijo enega vidika neenakosti so nam vse ostale ušle. Mi smo 20 let poslušali levičarje slovenske domnevne, da imamo nizko dohodkovno neenakost. To smo poslušali po eni strani, ker jim je to ustrezalo, po drugi strani zato, ker je dohodkovno neenakost lahko meriti, premoženjsko pa veliko težje, zato ker premoženje veliko težje nadzirate, medtem ko dohodke relativno enostavno. Po drugi strani pa zato, ker v resnici slovenska elita bogatela ne preko dohodkov, ampak preko drugih
načinov pridobivanja premoženja, kot je denacionalizacija, tudi potem s tem povezano dedovanje, privatizacije podjetij, ki v bistvu so bile delno legalne, delno speljane preko tujine, speljane preko pravnih oseb, ki je zelo, v bistvu to niso neki tipični dohodki, ki se prilepijo na fizično osebo. Skratka, zdi se mi pomembno razumevati ali pa razumeti vse te oblike neenakosti skupaj in jaz, ker sem pravnica, pač jih na nek način tudi dostkrat gledam skozi pravne institute. Ne? In tudi skozi pravne institute v bistvu vidiš, da določene stvari, vsak pravni institut na neki ravni izraža neko razmerje moči. Recimo se nam zdijo zelo neutralni in tako večni. Recimo, tvoje vprašanje eno je bilo povezano, ali se razmerje med delavcem, ta antagonizem in delodajalcem preoblikuje stari, mladi in tako naprej. To so med sabo povezane stvari, tisti, ki ima neko večjo premoženjsko in dohodkovno v bistvu moč v neki skupnosti, lahko tudi vpliva na zakonodajo. In to po mojem zagotovo v tem trenutku so ljudje, ki so nekoliko starejši od nas. Ne? To se preslika recimo v take institute, kot je prepoved retroaktivnosti. Vi pravzaprav pridobljenih pravic ne morete tako rekoč vanje posežiti, medtem ko krčimo pravice tistih, ki jih še nimajo, ampak so v bistvu v popolnoma enakih položajih in popolnoma enako upravičeni do njih. Torej, nekdo, ki že ima pokojnino, pa tudi, če je to zelo visoka pokojnina, se to nekako smatra, da se v to ne sme posegati. Po drugi strani pa tistim, ki šele prihajajo na trg, se te pravice stalno odrekajo, ampak zato, ker jih še niso čist pridobili. Skratka, preko nekih pravnih institutov se v bistvu te relacije preslikavajo in se mi zdi, da se različne te odnosi preslikajo potem v pravne institute. Ne? Bi rekla, da se te odnosi ne nadomeščajo, ampak se dopolnjujejo. Ne? In eden od teh odnosov, ki recimo moram reči, da je to moja izkušnja in da v bistvu zelo redko slišim od njej, da je, in je verjetno bogokletno to reči, da je recimo en vir neenakosti skrb za otroka. In ta skrb za otroka povzroča neenakost na področju ekonomskih razmerij, povzroča neenakost na področju razmerij političnih in tako naprej. Se pravi, bolj kot neenakost je ta neavtonomnost v bistvu zame problema. Ne? Neavtonomnost se pa seveda izrazi na vseh teh področjih. Skratka, in ker se seveda skrb za otroka preloži ali pa je nekako tradicionalno vezana na ženske, to potem ne vem, če velikrat razmišljajo ljudje o tem, kako zelo neavtonomen je nekdo, ki skrbi za nekoga tako avtonomnega, kot je otrok. Mislim, to v bistvu te omeji socialnih stikov, tvojega nekega participacije v skupnosti, tvoje participacije na ekonomskem področju in tako naprej. In to je neko žarišče, se mi zdi, ki nas, šolski sistem je sistem, ki v bistvu kontrolira življenja otrok in staršev. A ne? To je nekaj, kar pravzaprav je izvor totalnega, bi rekla, kastracije družbene. V bistvu tebi šola določi tvoje življenje, tudi če z njo nimaš nič. Ne? Skratka, izvori neenakosti, bi rekla, so zelo, zelo kompleksni in zelo na različne načine se manifestirajo. No? Tako da se mi zdi te debate, da so zelo zanimive, kje pa prijet, pa tudi jaz težko rečem. Bi rekla, da v bistvu me zelo žalosti tega intervjuja z Matom Gostišo nisem prebrala, če tako kdo razume delovsko soupravljanje. Ne? Potem, jaz tudi mislim, da smo pri nas v zadnjih 7 letih, recimo, od Svetlika, pa tudi že prej, res demolirali socialno državo in da je to velik problem. Ne? Tako da mogoče toliko za začetek. No? Ok, zdaj govorimo že približno pol ure, tako da ne bomo padli sami v to past govorenja zgolj o ekonomski neenakosti, ki sem na začetku izpostavil. Predlagam, da gremo naprej na drug sklop, pa se mogoče potem nazaj vrnemo, če bi radi še med seboj kaj komentirali to, kar ste povedali.
In torej drug sklop je spolna neenakost. Malo prej smo ugotovili, da tako ne gre tega mogoče samo analitično, ampak ne pa dejansko ločevati različnih oblik neenakosti. No in tukaj sem spet jaz pripravil, kot je Primož prej opazil, več kot samo eno ali pa dve istočnici, tako da se bom poskusil zdaj omejiti na zelo fokusirano vprašanje oziroma istočnico, in to je najprej. Meni se zdi, da velikrat, ko govorimo sploh v akademskem svetu o spolni neenakosti, da se sklicujemo skoraj preveč izdatno na patriarhat. In zdaj patriarhat kot sociološka kategorija je velikrat ali ne dobro definiran, ali pa igra dvojno vlogo, ki je dosti paradoksna. In to je, patriarhat je velikrat tako tisto, kar razlaga spolno neenakost, kot tisto, kar mora šele biti razloženo. Torej, zgolj drugo ime za spolno neenakost. Tako da, moje prvo vprašanje ali pa istočnica tukaj bi bila, če nam lahko pomagate vsaj približno si predstavljati, kaj je patriarhat, kakšno vlogo igra pri razlaganju spolne neenakosti, ali je to zgolj drugo ime za spolno neenakost, in če je, potem kako razložiti patriarhat, vsaj kako ga začeti razlagati, kje začeti. Druga istočnica, in obljubam, da je ta zadnja, je pa, ker je povezana z zadnjim sklopom o etnični neenakosti, oziroma bolj natančno o ksenofobijo, je pa, če govorimo o spolni neenakosti kot prvenstveno, mogoče to ni najboljš. Skratka, če govorimo o spolni neenakosti, vsaj v enem vidiku tudi kot o ideološki neenakosti, ali pa mogoče bolj ideološki nadvladi moških nad ženskami, kako razložiti, zakaj je seksizem, recimo temu, kot ideologija, spolna nadvlada kot ideologija, tako privlačna. Torej, zdi se, da bi lahko na to odgovorili, da pač, ker so ljudje neumni in neizobraženi, in ko jih bomo izobrazili, bodo te konzervativne ideje odpadle, ampak glede na to, da veliko zelo izobraženih ljudi je tudi zelo seksističnih, se zdi, da tukaj odnos ni ravno v obratnem sorazmerju. Tako da se bom tukaj ustavil. Prvič patriarhat, drugič spolna neenakost oziroma spolna nadvlada kot ideologija. Pa lahko začnemo kar z vami, Barbara, pa gremo Se ne vem, kaj je tukaj, mene pri tej spolni neenakosti vedno malo se zmedem čisto, ne. Sploh ne vem, kako začeti, kje je prijet, če je konc, skratka. Meni se zdi, bom raje začela kar pri tem, kar se mi zdi pomembno za v prihodnje. Zdi se mi, da obstajajo neke rešitve, neke gibanja, neke aktivnosti, ki razgrajujejo patriarhat na različne načine, zlasti pa tudi z nekim razgrajevanjem bispolne narave sveta. To se mi zdi, da dela transfeminizem, skratka, bi rekla, to se mi zdi najbolj progresivna stvar na tem polu, ker v bistvu nas vse zmede. In meni se zdi, da to spolno neenakost lahko uniči samo nekaj, kar jo totalno zmede. Tukaj neke rešitve gotovo se že prijemljajo tudi v zakonodaji. To so zelo pomembne stvari, kot je recimo to, da Norvežani so uzakonili, da leta 2020, mislim, da ne bodo imeli več emša, ki bo definiran po spolu, recimo, in tako dalje. Skratka, neke te male zadeve, ki bodo na neki ravni potem enkrat pripeljale do to je pač nek dolg tek, emancipatorni tek, bi rekla, ki pa vprašanje, če se v nekem trenutku lahko, če se ne bo obrnil nazaj. Mi vedno mislimo, da je ta emancipatorna na prizadevanja, da imajo nekje nek konec, ampak tudi vidimo, da se stvari obračajo. Recimo, včasih jaz razmišljam, da v bistvu je gibanje gejev in lezbik v bistvu na koncu, da tega se ne da več zgubiti. Po drugi strani je zelo zanimivo,
da se veliko lažje zgubljajo ženske pravice kot pravice gejev in lezbijk. Saj v Evropi je taka izkušnja, recimo Španija, imamo v bistvu neuprašljivo istospolno poroko, nihče jo tako rekoč več ne postavlja pod vprašaj, postavlja se pa pod vprašanje abortus, recimo. Ne? Se pravi, ženske so tudi zato, ker gejevski par sta dva moška, ne? Tudi zato se pravzaprav še vedno mogoče ženska emancipacija. Skratka, to so vprašanja mogoče, ki v nekem trenutku pa vse lahko pride do nekih radikalnih rezov, kot je vojna, kot je neka kriza, in ta trenutek zdaj je v tem smislu zelo nevaren, da spuca mojo idejo o tem, da se vse giblje samo naprej in da je nekje konc. Mogoče je to samo začetek gibanja nazaj. Tako da na tako kompleksne vprašanja, kot je to, se mi zdi, da se prav mi tako zvrti v glavi. Tako da, če bi kdo kaj dodal. Ja, jaz bi isto začel. Namreč, vprašanje, kje začeti, kaj bo konec, kako dolgo vmes definicije spreminjajo, tam v Indiji pravi antropologije 5 spolov, tako da, ampak na to bi opozoril, to so te, bi rekel, identitetne strategije, in te identitetne strategije, vključno z, recimo, etnične, ne, z vsemi ostalimi so natančno enaki problemi. Ne. Tako kot spolno je tudi z etnične. Ne. Kdaj bo konec, recimo, etnične diskriminacije. Ne. Imate milijon nekih dimenzij in podobno. Jaz bi pozoril, tako da na to se treba kar navaditi, spet enako kot namreč na nedokončan boj. Če imamo srečo, vse skupaj vprašanja se postavljajo samo malo bolj filigransko, ampak gotovo ni enosmeren, lahko je tudi retrograden in tako naprej. Enako kot z neenakostjo. Ne? Katera neenakost je še vzdržna, katera ni več in podobno. Jaz bi na drugo stvar opozoril, da je še nekaj hujšega. Namreč ena dimenzija, ki nosi kal razpada družbe, ne bom ponavljal, tisto, kar sem že rekel, je neenakost med zgornjimi in spodnjimi. Če jo povečujete, potem morate računati s posledicami, potem imate vezno posodo. Ko neenakost povečujete, gre vse ostalo na vseh ostalih področjih, to je empirično dokazano, to ni samo teorija, gre na slabše, slej ko prej. Ne? Na to je treba računati. Zdaj, ni pa res obratno. Ne? Če pa vi neenakost zmanjšujete, ali pa spravite Jimmyja na nič, ne, totalna, recimo, ne, fikcija, totalna ekonomska egalitarnost, ne boste upravili z drugimi neenakostmi, recimo z identitetnimi. Ne. Tudi v Severni Koreji, ko namerijo Jimmy okrog 0, recimo, ne, verjetno imate veliko spolno neenakost. Imate lahko veliko etnično neenakost, religijsko in tako naprej. Tako da ta vezna posoda, ne, ekonomska neenakost, ko se povečuje, je vezna posoda, ko se pa zmanjšuje, morate pa računati z 4 drugimi, ne bom sam naštejem, ne bom razlagal podrobno problemi. Enega smo imeli ekonomska neenakost, druga je neenakost med identitetami, ene več štejejo, druge manj. Katastrofalno situacijo dobite, ko se to dvoje pokrije. Ne? Recimo, ko identitetne sovpadajo spolne ali etnične, ali religijske, ali glede na barvo kože in podobno, ko sovpadajo z družbeno neenakostjo. Ne? Potem dobite zelo eksplozivno zmes, katere bistvo je, da ko ena cela etnija, pri nas imamo recimo najboljši kandidati za to eksplozijo so Romi, ne, na Dolenjskem. Ko ena cela etnija zasede samo en položaj, eni zasedajo spodne položaje ekonomske, drugi pa zgornje. Ne. In seveda, potem tega konflikta ne morete več rešiti z diskusijo, pogajanji okrog stopnjem ekonomske neenakosti, delavskim soupravljanjem, debato okrog tega, kaj je izkoriščanje, kaj ni izkoriščanje. Ampak pa se debata spremeni, ena etnija proti drugi.
Tretja od 4 ključnih je, na to pokrijem pozabljamo, to je Evropa kriva, da jo je diskreditirala. Tretji problem je koncept socialne izključenosti, ne na to pozabljati. To je tisto, ki ga je promoviral Giddens pa Blair, vendar ni problem koncept socialne izključenosti. Problem je, da ga je Evropa diskreditirala na način, da bomo odslej naprej, to je tudi v uradnih evropskih dokumentih, govorili o socialni izključenosti namesto o neenakostih in revščini. To pa je problem. Ampak to ni problem koncepta, ne? To je problem trika s tem konceptom. Probleme socialne izključenosti imamo lahko povsod načelno, tudi takrat, ko imate zelo nizko stopnjo, ali pa če hočete, najnižjo stopnjo na svetu ekonomskih neenakosti. Zadeva ni enoznačno povezana, sploh pa ne samo drugo ime za revščino, kaj podobnega. Četrti je pa manjko demokracije, oziroma, bi rekel, handicap demokratičnosti. Tu mislim na inštitucije in pa tudi na vrednote v javnem mnenju okrog tistega, kar so frankfurtska šola govorila, avtoritarni sindrom. Ta element presenetljivo lahko nastopa zelo avtonomno, seveda spet v pogojih, ko vam ekonomska neenakost raste, je pa vse skupaj zvezano, ne, lahko pa na to avtomatično računate. Briljanten dokaz, kako lahko zadnji stavek nastopa ta zadnji četrti element, da opozorim na njegovo avtonomnost, deficit demokratičnosti avtonomno, je nagel, povsem nepredvidljiv, buren, katastrofalen izbruh nasilja, ogrožene sovražnosti v Bosni v 90-ih letih. Ne? Tik pred tem, ko se je to zgodilo, je sociolog Veran Katonarič delal eno obširno javnomnenjsko anketo tam in potem so jo analizirali in iz te ankete je napovedal, kaj se bo zgodilo. On je odkril, da problem na začetku vojne ni bil v prevelikih ekonomskih neenakostih, niso bile nič večje kot kjerkoli drugje. Ni bil v tistem, kar sem prej rekel, identitetno prekrivanje, da bi recimo Srbi zavzeli samo višje položaje v Bosni, muslimani, recimo srednje, Hrvati pa samo spodne. Vse tri etnije so bile približno enako vredno razpršene po vseh položajih, edina izjema, ampak to ni bistvo, sta bila vojska tudi policija. Problem je bil v tej četrti dimenziji, bi rekel, družbene kohezivnosti, kako se izrazil, manjko demokratičnih inštitucij, tudi takrat, ko so jih postavili, niso delovale, hkrati pa avtoritarni sindrom med prebivalstvom. Ne? Kje smo v Sloveniji? V Sloveniji glede vrednot med prebivalstvom smo kar v redu, nič slabši kot drugje. Zaenkrat po SME-ju glede demokratičnih inštitucij imamo pa precejšno krizo. Ne? Zadeve ne funkcionirajo, ne? In to je precej nevarna kombinacija tudi brez eskalacije ekonomskih neenakosti. Prav, ja. Če se poskušam vrniti k spolu, to sicer ni neko moje specialistično področje, ampak bom vseeno poskušal odgovoriti sploh na prvo vprašanje, kaj je patriarhat in kako deluje. Mislim, mogoče sam razlika, na kateri ravni gledamo spolno neenakost ali pa spolno nadvlado. V smislu, patriarhat je zelo splošen pojem, se pravi, lahko zajema zelo različna zgodovinska obdobja ali pa prostorsko različne tipe družbene ureditve. Se pravi, mislim, da lahko kjerkoli imamo neko obliko moške nadvlade, ne glede na to, je to v srednjem veku ali v 21. stoletju govorimo na splošno o patriarhatu. Ampak to niti ni toliko zanimivo, razen za profesionalne zgodovinarje. Potrebujemo koncept, s katerim lahko razumemo recimo moško nadvlado ali pa spolno neenakost danes, recimo v modernih, razvitih kapitalističnih državah. Zdaj, jaz nimam
oziroma bom to formuliral recimo kot nekaj vprašanj, nimam dokončnih odgovorov, niti kot rečeno, to ni moje ravno specialistično področje, ampak mislim, da recimo mogoče obetaven ali pa produktiven začetek razumevanja tega, ko spolna nadvlada deluje danes, je, da se vprašamo mogoče, kaj sploh so identitete. Jaz mislim, da pri spolni nadvladi ne gre za to, da bi se srečale spet, kot pa razredno, to bom še enkrat ponovil, potem pa rasizmu še tretjič, ne gre za to, da bi se srečale pred obstoječe identitete, ki bi na to druga do druge ali imele predsodke, ali se pluralno in multikulturno sprejemale, ampak da se tudi spol kot identiteta formira v teh družbenih razmerih. Se pravi, pred odnosom, mogoče spol še veliko bolj kot razred, ker recimo razred nismo socializirani, mogoče smo bili tisti, ki smo hodili v osnovno šolo v socializmu, smo bili socializirani v neko idealno podobo herojskega proletariata, nosilca zgodovinskega napredka. Danes smo v javnih šolah socializirani v racionalnost meščanske družbe, se pravi, ne vemo naprej, a bomo podjetniki, menedžerji, običajni delci v javnem sektorju in recimo vsi imamo vsaj nekje do takrat, ko se vpišemo na faks, ko spoznamo, da bomo verjetno brezposelni, imamo neko idejo, da smo lahko karkoli, ali pa da mogoče ni veliko možnosti, ampak da imamo potencialno možnost za uspeh. Se pravi, nismo že vnaprej, recimo, vsaj v teh splošnih šolah, gimnazijah, fakultetah, vsaj dokler so še te splošno dostopne in brezplačne, nismo vnaprej socializirani v določen razred, ampak to tudi variira prostorsko. Recimo v Franciji, Angliji bi lahko govorili, da elitne šole socializirajo v višje razrede, ali pa tudi v Sloveniji, da poklicne šole seveda socializirajo delavski razred, ampak recimo, kakšne tudi ne, ali pa v manjši meri, medtem, ko smo od tega prvega trenutka, ko se vzpostavi razmerje med materjo in otrokom, smo že socializirani v spol. Se pravi, imamo že opravka, zato se te in takrat se začne, bi rekel, družbena produkcija spola, ali pa če obrnem vprašanje, če bi bil spol res neka fiksna, dana, naturalizirana identiteta, zakaj se potem z njim toliko ukvarjamo? Potem se nam ne bilo treba, ker bi ga lahko preprosto razbirali. Zakaj se bolj toliko ukvarjamo z diferenciacijo po frizurah, načinu oblačenja, gestami, govornimi dejanji, tisto, čemur Judith Butler pravi performativi, se pravi dejanja, s katerimi vzpostavljamo in potrjujemo lasten spol. Tako da mislim, da obetaven začetek razmišljanja o tem, da destabiliziramo same ankete, identitete. Ne gre za to, da se srečajo fiksni naravno dani moški in ženske in potem se lahko razumejo in živijo enakost in sožitju, ampak je ravno ta razlika učinek spolne nadvlade. In bolj tisto, kar je zanimivo tako sociološko kot politično, so ravno te konkretni mehanizmi delovanja te nadvlade, ki mislim, da so deloma tudi ekonomske, ampak daleč od tega, da bi bili izključno ekonomske, ampak recimo na ekonomskem področju, na katerega se malce bolj spoznam, to deluje kot razlika v plačah, ampak ravno ne skozi zavestno diskriminacijo. Se pravi, vsak kapitalist kot kapitalist, ne glede na to, ima spolne predsodke ali pa kaj si intimno misli o tem ali onem spolu, po sami logiki, recimo, ali po osnovni racionalnosti delovanja kapitalista, ki zahteva neskončno razpoložljivost delavca, bo manj cenil delavca, pri katerem obstaja tveganje, da gre na porodniški dopust in prejema eno leto plačo, ne da bi ustvarjal vrednost. Mislim, to je čisto bazična kapitalistična računica, ne glede na osebno psihologijo ali pa predsodke posameznega delodajalca, kar mislim, da se preslikava tudi ekonomsko neenakost v obliki plača tega, kar sociologi imenujemo plačna vrzel, se pravi nižje plačilo žensk za enako delo. In mislim, da to lahko potrdimo empirično, če primerjamo recimo države, kjer država prevzame večje breme plačevanja nadomestila za bolniški dopust, in takoj vidimo korelacijo, tam se plačna vrzel zmanjša. Medtem ko v državah, ki recimo ne poznajo porodniškega dopusta ali pa tam, kjer ga plača delodajalec, je temu ustrezno večja. Tako da mislim, da se da tukaj kazati na
korelacijo pokazati, kako deluje ali pa kako je delovanje spolne nadvlade danes določeno s tem, da živimo v kapitalistični družbi. Se pravi, ne gre za historični patriarhat ali pa nerazumevanje, nesporazume med različnimi identitetami, tako kot tudi v rasizmu ne gre za nesporazume med različnimi predobstoječimi rasami. K temu se še vrnemo. Potem še ena stvar glede spolne nadvlade, ki se mi zdi vredna omembe, pa recimo mogoče produktivna smer raziskovanja, so pa recimo te debate, ki se mi zdijo tudi precej površne o vključevanju žensk v politiko na način kvot ali pa nečesa podobnega, se pravi, kjer detektiramo stanje, ugotovimo, da je seveda empirično manj žensk v politiki, više, ko gremo politični hierarhiji manj jih je, in potem poskušamo to zapolniti preprosto z ženskimi fizičnimi telesi, da bi dosegali neko to površinsko enakost ali pa proporcionalno zastopanost, pri čemer pozabljamo, da je ravno delitev na javni in zasebni prostor, kjer se izvajanje politike skoncentrira in izvaja v javnem prostoru, ravno omogoči ali pa hkrati v istem zgodovinskem procesu se vzpostavi tudi protipol javnega prostora, privatni prostor, se pravi prostor, kamor lahko zapiramo ženske, kar je tudi eden izmed ključnih načinov, kako patriarhat ali pa spolna nadvlada deluje v modernih državah. Tako da recimo, če samo razvrščamo, kot recimo po temu abakusu, različne kroglice na različne položaje, še vedno s tem reproduciramo ali pa saj zanemarjamo strukture neenakosti, družbene diferenciacije. Samo recimo potiskamo, ali pa recimo, če damo več žensk v uprave podjetij, s tem še vedno odnos kapitalističnega izkoriščanja ostaje nedotaknjen, samo da so mesta tisti, ki jih izvajajo bolj spolno porazdeljena. Se pravi, zdi se mi, če ostanemo samo recimo pri kvotah in se ne ukvarjamo s tem, je to približno enako učinkovito, kot če bi imeli kampanjo za rasno uravnotežene zapore in potem zaprli malo več belcev v ZDA, zato da je pač pol-pol, pa recimo enakomerna rasna zastopanost, ne da bi kritizirali samo institucijo, recimo zapora, kako se družbena nadvlada izvaja v zaporu, zakaj in podobno. Okay. Aha, ja, prav. Zaradi tega, ker je okrog tega vprašanja zelo veliko je bilo povedano, ampak tako nelagodje. Ko govorimo o spolni nadvladi, ne govorimo o nekem abstraktnem, gre o moški nadvladi. In jaz imam zelo velike težave, ko o spolnem zatiranju žensk govori kdorkoli drugi, ki tega na lastni koži ni občutijo. In tisti, ki je to na koži občutijo, ne rabi pojma patriarhata. Velja, če je on zatiral? Se o tem bi se lahko pogovarjali, veš. Lahko bi tisti zatiralec enkrat končno, prvo da nekaj razčistim. Mi govorimo o nekem patriarhatu, kot da bi bilo neko stanje, iz katerega se lahko nekdo izvzame. Nihče od nas tukaj ni izvzeti iz tega. Nihče. Jaz ne, kdorkoli. Moje vprašanje, kar mene zanima je, kako se ta zadeva reproducira, kako se delujemo v vsakodnevni reprodukciji te spolne nadvlade, katere mehanizme uporabljamo in katere oblike opravičevanja, da lahko govorimo, kot da bi bili izvzeti iz tega. Nismo. Skratka, moja načelno vprašanje je, da o teh vprašanjih, o občutkih izkoriščanja po spolu, lahko govorijo samo tisti, ki so izkoriščeni. In da jaz govorim v imenu, jaz lahko govorim o svoji izkušnji, ki jo lahko na nek način damo določen kontekst. Zdaj samo na koncu okrog tega kvotnega sistema ali pa pozitivne diskriminacije ali pa česarkoli. Socializem je bil enako spolno diskriminatoren, kot je kapitalizem in bojim se, glede na to, kdo običajno vodi revolucije, da bo komunizem še bolj diskriminatoren, če bo nastal, kot je bil kapitalizem.
In zaradi tega se meni zdi ena od vodilnih poti revolucionarnih sprememb prav spolno vprašanje. In zdaj spol lahko definiramo, kakor hočemo. Jaz mislim, da tisti, ki živi svoj spol, ga lahko definira sam in ne vem, zakaj bi družba morala definirati en spol, 2, 3, 5, 12, 17. To je vprašanje, ki z državo, po mojem mnenju, nima nič. In na koncu to, kot si ti, Barbara, povedala, jaz mislim, da na to treba opozoriti. Ne pozabite, da smo ženske v tem okolju, v katerem živimo, dobile volilno pravico leta 45. In da to, kar smo te pravice dobile, smo se za te pravice izborile in da verjemite, ker se bojo pravice reducirale, tako kot je Barbara povedala, ženske bojo prve, ki jim bojo te pravice odvzete. Samo pogledajte recimo vprašanje abortusa, ni samo Španija, recimo vzamemo Hrvaško, kjer je v kompletno velikem delu javnega sektorja, skratka bolnišnic, zdravstvenih ustanov in tako naprej, zdravniki in zdravnice v velikem obsegu uveljavljajo ugovor vesti v javnem zdravstvu in tega ne opravljajo. Skratka, jaz bi o tem govorila in to vprašanje je boleče, zelo boleče. Boleče je predvsem tisti, ki so to izkoriščenje izkoristili, ne to svojo zgodbo tudi povedo. Ok, zdaj, mislim, lahko ena ura je minila, lahko začnemo z vprašanji, lahko pa še, jaz sem imel pripravljen še zadnji sklop o etnični diskriminaciji, tako da mogoče še 10 minut temu posvetimo, potem pa gremo na vprašanja in komentarje. Ok, zdaj, v tem zadnjem sklopu, mogoče samo par idej, res nam ni veliko časa ostalo v zvezi z tem, kar se zadnje mesece dogaja, bolj intenzivno, kot se je zadnjih nekaj let, čeprav se tudi zadnjih nekaj let bolj intenzivno, kot se je leta nazaj, pa takrat se je spet, razumete logiko. Skratka, bom dal samo eno istočnico in bom čim bolj kratek. Par tednov nazaj je v Mladini, mislim, da Štefančič mlajši pisal članek, kjer je govoril o ksenofobih, slovenskih ksenofobih in ksenofobih drugod po Evropi, ki se zdaj množijo v zadnjih mesecih. In tem ksenofobom je on rekel večkrat, da so lunatiki, da so histeriki, da so konspirologi, teoretiki zarote in nasploh pač norci. Zdaj, jaz verjamem, da gotovo je nemalo ksenofobov, tako tukaj kot drugod takšnih histeričnih lunatikov, ampak vprašanje, na katerega verjetno ne bom mogel odgovoriti v 10 minutah, tako da samo kakšno idejo navršte, je, a so res vsi, ali pa a je res prve, ko govorimo o etnični diskriminaciji, ksenofobiji, antimigrantskih nazorih, a res lahko te ljudi odslovimo kot lunatične histerike in če jih lahko, kaj to pomeni potem za našo za levo politično strategijo? Z lunatičnimi histeriki si predstavljam, se ne da jih pogovarjati razumno. Tako da kaj, potem te trume ljudi damo na stran in kaj? Primož, mogoče spet ti pa bo kratek. Ja, bom je. V bistvu bom zelo kratek in schematičen. Mislim, da, ali pa saj jaz to poskušam zadnje čase delati, nočem sugerirati, kaj delati. Poskušam pri razmišljanju o rasizmu v ksenofobiji najprej ločati zelo schematično, poenostavljeno dve ravni, in sicer rasizem kot politiko, oziroma rasizem, ki je stvar države, ki ga izvaja država. In mislim, da je tisti rasizem, ki je dejansko politično pomemben, onkraj tega, kar nas mogoče iritira ali pa ne na Facebooku pa na družabnih omrežjih. Mislim, to je ključna razlika, mislim, da tudi politično ključna razlika med tem, ali lahko nekdo nekomu odreče politične, socialne pravice, onemogoči vstop v državo, ga zavrne na meji, deportira, ali pa zapre v center za tujce, ali pa še kakšno hujše
kakšno novo institucijo, ali ali nekoga žali na Facebooku. Mislim, da je to ključno, mogoče celo usodna politična razlika. Se pravi, seveda obstajajo primitivci, mogoče tudi konspirologi, karkoli iracionalni ljudje, ki pišejo svašta po Facebooku, ampak ključna razlika je med tem, kdo ima uniformo, orožje, oklepljena vozila in lahko ljudi strpa v taborišče ali pa deportira in kdo jih ne more. Mislim, da je tukaj vprašanje, se moramo politično bolj ukvarjati z državo, z mejno migracijsko politiko, delovanjem institucij, policijskih, varnostnih, sodnih ali z primitivci, recimo glede na to, da imamo omejene vire in čas, ali s primitivci na Facebooku je jasno. Se pravi, potem bi pa še, ločil bi najprej med državnim rasizmom in sovražnim govorom, potem bi pa potegnil še ločnico med dvema vrstama sovražnega govora, ker tu vprašanje, ki ostaja neodgovorjeno, je, zakaj to kihtavo ves čas skačemo. Se pravi, zdaj bom ekspliciral svoj mis, katerega se ne izvzemam, zakaj malomeščanski intelektualci v Ljubljani tako ves čas kihtavo skačemo na to, kaj govorijo kmetavzi in primitivci na Facebooku. In bom na podlagi tega poskušal ločiti med dvema vrstama sovražnega govora. Se pravi, prvi je prvi so sami te komentarji, ali so teorije zarote, kakorkoli sovraštvo, ksenofobija, ki mislim, da ni popolnoma iracionalen, oziroma iracionalen to, kakor je iracionalna družba, v kateri živimo, se pravi, družba, kjer je osnovna družbena vez konkurenca, se pravi, tisto, kar nas povezuje, nas hkrati ločuje in postavlja odnos sovražnega tekmovanja. In mislim, da v tem pogledu ksenofobija ni nič izjemnega ali pa nič posebej ekstravagantnega. To, kar čutimo ali pa čutijo preprosti ljudje, od katerih bi se rad distanciral, ampak mislim, da se ne da popolnoma, je strah pred nekom, ki ti bo vzel socialno državo, socialne transferje, službe, in ta strah je v kapitalističnih konkurenčnih družbah racionalno. Se pravi, tisto, kar čutimo do muslimana Afričana, ki prihaja čez meje, je samo na splošni družbeni ravni tisto, kar čutimo recimo do sošolca na faksu, ki se poteguje za isto službo po diplomi, kjer ga tudi sovražimo in bi raj videli, da ne obstaja, še posebej, če on dobi službo, ali pa to je popolnoma isti sentiment, kad ga čutimo do sodelavca, ki se prilizuje šefu in dobi povišico, medtem ko mi ne. Samo to je na individualni ravni, te na malo bolj skupinski ravni je to identičen sentiment sovraštva, ki ga recimo čutimo, ko se ščuva privatni sektor proti javnemu sektorju, in na ravni družbe kot celote, če se premaknemo na državno mejo, je to isti sentiment sovraštva, ki ga čutimo do tujcev, do muslimanov, Afričanov, Sirijcev in tako naprej. Sprav, to bi bil, ali pa recimo to bi bila ta iracionalna racionalnost tega običajnega ljudskega sovražnega govora. Zdaj pa, zakaj se to kihtavo malomeščanski intelektualci zaganjamo v to, zakaj se nam to se meni zdi iracionalno, zakaj nam je to večji problem kot vojska na meji in podobno. Mislim, da zato, ker se preko tega drugega sovražnega govora, se pravi sovraštva do prostakov, politično nekorektnih kmetavzov, ravno vzpostavljamo svojo razredno distinkcijo, se pravi ljudje srednjega razreda, oziroma klasično, z Marcem rečeno, malomeščani, se pravi tisti, ki smo razsvetljeni, izobraženi liberalci, ampak nimamo lastništva nad produkcijskimi sredstvi, moramo imeti kompenzacijske strategije za vzpostavljanje svoje razredne distinkcije, in to je prezir do prostakov, in te ljudi preziramo, sovražimo in bežimo pred njimi, tudi kadar niso rasisti ali pa ne pišejo na Facebooku, tudi takrat, kad tožimo recimo nad harmoniko v Ljubljani in potem se zatečemo v bunker Pritliča, kjer poslušamo urbano, srednje razredno glasbo. In tukaj tudi mislim, da je na delu isti sentiment pa isti družbeni proces. Jaz bi samo uporabila enkrat, ko smo imeli tisto mizo, ko si ti omenjal tezo multikulturalizmu, ko se mi to zdi bistvenega pomena. Skratka, to, kar imamo danes, je razgaljanje multikulturalizma, ki smo ga
upeljali tam nekje v 70-ih letih, ki smo ga živeli, ki pa temeljijo na tem, naj živi 1000 kultur, vsak doživi svoje, toleriramo eni druge, ampak na mejo se ve, koga se deportira. In to nas ni zanimalo. Skratka, migracijska politika, ki se zdaj uporablja, ni nastala včeraj. Migracijska politika je nastajala leta in leta in leta. Mi smo to mirno puščali, da se dogaja, ker smo bili nekako zavarovani, da ta koncept, ki smo mislili, da je nekaj drugega, kot je, deluje. Zdaj pa to, kar mene zanima ta radikalna enakost, da nihče ne sme biti deportiran, nihče ne sme biti izpostavljen takim mehanizmom obravnave, kot ga imajo ljudje na meji. Zato jaz ne bom govorila o beguncih, prebežnikih in tako naprej, ampak o ljudeh. In to je tista, recimo temu slaba vest, zakaj kdorkoli, ki danes ga moti harmonika ali pa ga moti kreten, ki piše, kar že piše, je v bistvu problem, da moraš najprej razčistiti sam sabo, koliko si tudi sam na nek način prispeval, da je cela ta politika šla skozi, in da je zdaj postalo samo po sebi umevno, da se dogajajo stvari, kot se dogajajo ta hip na meji. Skratka, referendum, tako Barbara, da rečemo, referendum o istospolnem partnerstvih in referendum o vojski, to je lice ena in druga stran istega problema. Skratka, če boste kampanjo delali, oboje morate delati enako, z istimi argumenti. Ker to je radikalen poseg države v določene pravice, ki jih tako mirno spuščamo, zaradi tega, ker nam ponujajo argumente, ki jih nihče noče ali pa nima poguma preveriti. Bom pravil čisto na kratko, ne? Slab pa dober podatek. No, slab podatek je tisto, kar sem prej nakazal. Eksplozivna situacija je takrat, ko se identitetne, recimo etnične kategorije pokrijajo za družbeno neenakost. V Sloveniji s tem nimamo in nikoli nismo imeli problema. Razen tisto, kar sem omenil, ampak to je peščica ljudi, nekaj romskih družin na Dolenjskem, to je že tradicionalno, in pa še ena druga, povsem zanemarjena zadeva, poglejte, priseljence iz bivših jugoslavijskih republik, ki so se od 70-ih let naprej priseljevali v Sloveniji kot delavski imigranti po meritvah, ali zasedajo kot etnično neslovenski ljudje, ampak zdaj že zelo dolgo desetletja državljani Slovenije, nižje pozicije slojevske od ostalih avtohtonih Slovencev. Odgovor je ne. Prva kategorija ni v tem smislu diskriminirana. Se pa kaže diskriminacija, ampak govorimo o mehnih številkah, ker smo tudi Slovenija je mehna, to ni primerljivo s kakim mestom, kot je London, Pariz in tako naprej, kaj šele z državami. Imamo srečo, ki jo pospešeno zapravljamo. Edina mehna izjema so pa njihovi otroci. Torej, otroci priseljencev, ki so prišli od 70 let naprej v Slovenijo, otroci tukaj rojeni, tukaj imajo državljanstvo, državljani Slovenije, tukaj vzgojeni, vključno z jezikom, šolani, delež tistih, ki so nezaposleni, prvih iskalcev služb, torej takoj po šoli, poklicni srednji ali pa fakulteti, ta delež je malce večji nezaposlenih ljudi, ki se pišejo na ič oziroma so otroci etnično neslovenskih staršev od slovenskih otrok. Ne? To je zaskrbljujoče, to je že kar stara zadeva, vendar, kot rečeno, ni tako zaskrbljujoče, da je bilo to masovno, ne? Ker nimamo velikih mest, ne divjajo po ulicah, tako kot Pariz, pa ne, obrobja in podobno. Zdaj, kaj hočem povedati, to zanemarjamo, to je slabo, da pa tega še ni veliko, čeprav verjetno narašča, ne? To pa ni dobro. Katastrofa okrog ksenofobije, nasilja, končujem zdaj, ne? Je na Slovenskem tudi ne v javnem mnenju. Javno mnenje ni nič posebnega.
smo malce bolj ksenofobni, nič dramatičnega do različnih skupin ljudi, od zahodnih evropskih družb in občutno manj ksenofobni od vseh bivših socialističnih družb. Suma sumarum smo tu nekje na sredini, zadnji podatki leta 2013 SM. Pri nas se nasilje dogaja, takoj boste videli, da imam prav, to je dokumentirano na različnih področjih, od zgoraj navzdol. Kdo je prvi stavek, ki se ga spomnite sovražnega govora? To je bil tisti plakat v streljanju z mitraljezom od Jelinčiča v parlamentu. Od tam se širi, takrat smo sploh prvič imeli javno, se začeli spraševati, kaj je zdaj to sovražni govor, kako ga razmejiti, pa bolj neke številke delali specializirane mariborski dialogi, pa take stvari. To je bil začetek. Potem je to eskaliralo recimo islamofobija proti džamiji. Slovenci muslimane nimajo rangirane v javnem mnenju kot tista kategorija, ki je ne bi želel za soseda in tako naprej. Muslimani, tako kot drugi, niso nič posebnega. Tisti, kjer je slovensko javno mnenje malo bolj ksenofobno, je do naših notranjih kategorij. Homoseksualci, narkomani, alkoholiki, zaporniki in podobno. Tako, tu malo odstop, sam te kategorije ni v SME-ju, ampak točno ne spadam. Ja. No, skratka, kljub temu nismo več posebnega, nasilje se dogaja od zgoraj navzdol. Ko v parlamentu, ko politična stranka prežge ena ali pa več njih zeleno luč, potem dobite pa ksenofobijo tudi in to takoj, tudi v ljudstvu. V primeru džamije je bilo, začelo se je v Ljubljani, če se spomnite, v parih mesecih, ko so desne stranke to upeljale, namreč islamofobijo proti izgradnji džamije, kaj bo Slovenci in tako naprej. Vrame, prvo na lokalnih nivojih, čez nekaj tednov, takrat je NSI stopala, kjer že čez nekaj tednov parlamentarne stranke in pa SDS, takrat ste imeli naenkrat izmerjeno v parih mesecih povsem drugačno, ksenofobno javno mnenje. To je katastrofalni recept. Za razliko od Zahodne Evrope je vedno tako, tudi desničarske stranke merijo navzdol. Pri nas je ravno obratno. Bodite pozorni pri beguncih, zadnja zadeva na to temo je recept predsednika republike v tem govoru, ki ga je imel danes v eni repliki prihodne z regulacijo beguncev. Tam ima nekaj zelo dobrohotno sicer nevarne formule. In ko bojo te, desnica ga je že pohvalila, točno to je treba. Šele, ko so ga povlečli za jezik. Ja. Šele takrat je to povedal in to zelo omejeni obliki. In to povedal, se pravim, izjavil nevarno formulo, ki je recept za ostrovanje, ne pa za blažanje. Dajmo to spremljati tudi, bomo imeli v naslednjih mesecih. Tako se širi nestrpnost. Ko jo odzgor prežgejo, zanetiš vse, kar je od spodaj, ne glede na javno mnenje. Jaz pa nisem tako prizanesljiva do ljudi, zato ker sem doživela referendum, ko smo ga izgubili. Tako se mi zdi to nek vzajemni proces, jaz ljudem nikoli ne rečem kmetavzi, niti v ilustrativne namene. Zdi se mi najbolj naduto in meščansko to, da ljudem ne priznavaš zmožnosti biti subjekt kritike. In zdi se mi tudi meščansko in naduto, če mislimo, da tisti, ki poslušajo harmoniko, se ne delajo norca iz elektronske muzike. Skratka, zdi se mi, da so to neki taki pač neke razlike med nami, ki jih pač moramo biti in smo dolžni v nekih situacijah biti do njih kritični in ne podcenjevati moči tega dogovora, bi rekla. Hkrati se mi zdi zelo pomemben te dve stvari peljati usporedno, to, kar kolega govori o državnem rasizmu in o sovražnem govoru malega človeka. Če pogledaš gospoda Pojbiča, ti ne veš, ali je to oblast, ali je to mali človek. To je, pri nas je tako, mi smo 2-milijonski narod, ki pravzaprav ima za politike male ljudi. In se mi zdi to razliko upeljevati v bistvu potem malo eno belo pego narediš na enem polju.
V tem drugem delu se mi pa zdi zelo pomembno poudariti to, da se mi zdi ta rasizem, ki se vzpostavlja, v bistvu res posledica tega, da so meje že vpisane v vse sisteme, zlasti tudi v socialni sistem. Mi razmišljamo zdaj, ko rečemo meja, na neke teritorijalne sisteme. V resnici je pa največja meja od vseh to, da imaš 280 evrov dohodka. Ne? In te ljudje, jih jaz absolutno razumem, da jih je strah, ker v resnici bi bilo treba malo pogledati v zgodovino in videti, da se je mobilnost začela omejevati takrat, ko se je začela vzpostavljati socialna država in v bistvu delovske pravice, ker mobilnost na nek način verjetno v glavah ljudi pravzaprav je neka nevarnost za poseg v njihove pravice, še zlasti, če vidijo, da so največji navijači za mobilnost Nemška gospodarska zbornica. To ljudem neki pač piska v glavo, ne? In se pravi, treba te stvari misliti skupaj in pravzaprav vzeti to mobilnost kot priložnost za reformo nekih socialnih sistemov, ki bi temeljili na univerzalnosti socialne varnosti, vsaj socialne varnosti, če ne že dohodkovne varnosti. Se pravi, morda ne UTD, ampak vsaj to, da gre vsak lahko k zdravniku zastonj in da vsak na starost, ko ne more več, dobi tisto, kar je dostojno, da vsak človek dobi, da ko imaš majhnega otroka, da si lahko doma, ne glede na to, a si študent, da dobiš neko primerno, tega danes nimamo. Mi razmišljamo o našem socialnem sistemu kot o univerzalnem, ki vsaj državljanom Slovenije pripada, ampak jim ne. V resnici je nešteto ljudi izključenih in je treba po moje to vzeti kot priložnost, v bistvu, da se razširijo socialne pravice in v to nas pravzaprav silijo migracije, da razmišljamo o tem, kje je tist, kar je res nevaren. Nevaren je pa to, da so že zdavnaj številni izključeni. Ne? In je mogoče, tukaj so celi koncepti, recimo socialni šovinizem. Mi imamo že dolgo časa v bistvu, in ni nenavadno, da je desna stranka Le Penove v Franciji je zelo podporna do socialne države. Ne? Ampak samo za naše. Se pravi, to je ta socialni šovinizem, ki v bistvu mi na njega pristajamo, zato ker nas ne izključuje. Ne? Sicer se v zadnjih, recimo, 15 letih je razširila pokritost socialne države iz državljanstva na stalno prebivališče, ampak še vedno, veliko pravic je vezanih zdaj na stalno prebivališče, ampak še vedno po statusu tujskosti si izključen. Izključen si, če si samski. Ne? Se pravi, se mi zdi, da je treba mogoče to povezati in ljudem pač na nek način pomiriti te strahove, ker je treba krepiti socialno državo skupaj z mobilnostjo, bi rekla. Okay, hvala. No, zdaj smo res že zelo dolgi, tako da jaz predlagam, da zaključimo z razpravo in prej so se dvigovale neke roke, zdaj damo možnost še vam. Če imate vprašanje, prosim, naj bo kratko, pa povejte, na koga je naslovljeno, če je komentar, pa prosim enako naj bo kratek in pa tudi naj bo povezan s tem, kar je bilo rečeno. Zdaj, dvignite roko, če ima kdo vprašanje pa komentar, če ni nobenega, kaj bi rad kaj vprašal ali pa komentiral. Kolega, pa mislim, da je še kdo drug, tamle zadnji, pa bomo potem pa ene 2-3 vprašanjih in komentarjih, ker smo bili res dolgi, pač zaključili in kdaj drugič nadaljevali. Tako da bi radi najprej, ti vprašal? Ne? Ok, pa bomo pa tam zadnji. Barbara, kako jaz zdaj to naredim? Lahko pride kakšno možnost zaradi kamere, mislim? Ne, niti ne, ampak sem da se poslušal, ali pa skrat, pač brez mikrofona. Ja, žal ne bo povezano z debato, zato ker ste spustili osnovno obliko neenakosti v tej družbi, ki je hegemonska bela nadvlada nad žensko. To je osnovna oblika ne samo spolne neenakosti, ampak na splošno neenakosti. Iz tega ven izhajajo vse hibe naše družbe. In če rešimo to vprašanje, bomo tudi rešili našo družbo, ker v resnici vse bolezni te družbe proizvaja bel moški. Ok, hvala. Čakaj, se moram to do konca povedati. Ja, preden dokončate samo to, popolnoma se strinjam z vami, omejena je bila razprava, ste videli, že tako je bilo preveč časa na nekaj oblik neenakosti, zato smo to načrtno spregledali. Lahko rečemo pol spolne neenakosti, če jo damo tako noter, ampak osnovna oblika neenakosti
ki dela to družbo tako bolno, je nadvlada belega moškega nad žensko in vsemi ostalimi podskupinami. To je osnovni problem in na drugi strani ženske edine rešujemo za rešiti to družbo, ker vzgajamo v večini, pomagamo humanitarno, imamo čez vso vzgojo in zelo zgovoren je ura, tako že 6 ur ženska še danes zmeri dela več v tej družbi kot moški. To se pravi, sta dve pravici, volilna pravica pa pravica do splava, slava tolažba. Ok, hvala. Ma še kdo kakšen komentar ali pa vprašanje? Če ne, potem smo zaključali. Za sreča, ali bo vojna? Kaj kaže? Bolj veren katolič. Mislite v Sloveniji, drugače vojne so vse skozi, ne? Na svetu je najmanj 60 brez tako imenovanih podnebnih migrantov, ne? 60 milijonov migrantov, ki bežijo, pri nas v Evropo je tu pol milijona, ne? Dobro, 0,7 milijona sili, to je drobiž za Evropo, ne? In mi nimamo upravka z begunsko krizo, ampak s krizo, ne? Odgovorov na pritok beguncev. Takrat, ko se bodo države zaprle, ne? To se že dogaja, se bomo mi tudi zaprli, države sama, če Evropa odpove, kar je odpovedala, nobena država sama zase teh problemov ne more reševati in potem se bomo znašli pred temi dilemami, ne? Kaj narediti, ko vsi postavimo žice, mi smo jo tudi že kupili, ne govorim, da je ne bi smeli, ampak govorimo o tej katastrofi v zvezi z Evropo, pri kateri smo sami z vsemi 4 participirali. Kaj takrat narediti? Ko sami ne bomo mogli več regulirati beguncev, danes imamo samo tok, ne? Nič drugega, pa še tukaj imamo probleme. 75, tako kot je po zadnjih podatkih, je tistih, ki bi želeli pri nas ostati, ne? Ko bomo imeli žico, tako rekoč, namontirano na mejah, potem je samo ena rešitev, ki ni zelo verjetna, da naredimo alianso balkanskih držav proti Evropi v zvezi z reševanjem begunske krize, od Slovenije dol do Grčije, pa mogoče Turčije, da skupaj rešujemo te, ki bodo na naših ozemljih. Ker to ni. Se pravi, to je bil en dober projekt, s katerim bi lahko humanizirali Evropo in prisilili, da se tiste kvote, ki so v Evropi izglasovane, vključno z denarnimi kompenzacijami, kdor jih noče, ne, izpolnjevati, da se resno jemljajo. Nihče več ne govori o kvotah, ne. Kvote so edini način, da se ne začnemo med sabo spopadati. Kvote, ki pripadajo po različnih kazalcih, so že dogovorjene, ampak niso očitno mišljene resno, ki pripadajo posameznim državam. Brez tega, seveda, bo vse odvisno od lokalnih tenzij, ne? Drugega sistema pa nisem nič odgovarjal, ne? Perspektiva ni dobra, no, mislim. Jaz nimam številke nič, 9 nič. Da, ne vem. Ampak to vprašanje je klasično vprašanje, kako se zdaj pripravljamo na scenarije, ki jih pišejo nekdo drugi. Mislim, jaz nočem pristati na to logiko. Še eno prošnjo imam, jaz absolutno nič ne vidim daleč, a bi lahko tebe videla, da prideš malo bližje, ker mi je grozno, ko moram govoriti z nekom, ki ga bi... Vse ni treba, se lahko same pogovorimo, samo da vidim, ker ni. Je še kakšno vprašanje ali pa komentar, ne bo zadnji? Ja, prosim. Jaz mi eno na hitro. Tistnik v modri majci je prej upozoril, da spoli niso samoumevni, da jih kar naprej vzpostavljamo, torej da ne gre za neko prepoznavost spola, ampak bolj za interpretacijo določenega subjekta. Potem takem bi tudi želel opozoriti, zakaj se nenehno interpretiramo moško in žensko, zakaj naenkrat recimo ne reče
rečemo, pa se bodo ženske začele interpretirati, jaz sem pa lullaby, pa bo rekel moški, jaz sem pa kaka, ali pa par žensk bo reklo, jaz sem kaka, pa bo par moški reklo, jaz sem lullaby. Nekaj podobnega, ali pa ni treba samo to te spole, pač to je bilo združeno. No, take zabavne stvari, kaj takle, ne? Potem bilo še pa drugo, da ko se govori o različnih spolih, se ponavadi začne, to je moški, to je ženski, ne? A pač osnova, potem so pa še vsi ostali spoli, da pač ni tega. Sam sem se pač nekaj časa ukvarjal s tem, kako odpraviti spol, mogoče da bi lahko povedali kaj še na to temo, kakšne so težavnosti odpravi spole, torej če je bolje ustvariti nove spole ali je bolje se posvečati odpravljanju spola in potem reševanju posamičnih neenakosti. Kolegica je torej prej upozorila, češ kako je moški za vse kriv, zdaj če moški recimo odstranimo, ko bodo vsi moški kaka ali se bo karkoli spremenilo, recimo če jaz prijem do ene ženske, a mi ona reče, jaz sem lullaby, jaz si bom rekel, ne ti si ženska, podredi se mi, torej do kolikšne mere je ta dinamika? Mislim, kad sem rekel, jaz sem hotel izpostaviti sam par prostorov razmišljanja ali pa raziskovanja. Mislim, nimam odgovora na to vprašanje, kako se ukine spol. Mislim, sploh če se pričakuje kakšen praktično aktivističen odgovor. Tako da mogoče na tej splošni ravni, če poskušam še enkrat formulirati vprašanje je, zakaj določene biološke razlike nastopajo, ker obstaja veliko razlik pač med telesi ljudi, recimo nekateri imamo velika ušesa, pa bolj štrlijo, drugi manjša, ampak ne nastopajo kot zaznamki družbene dominacije ali pa nadvlade, tako da vprašanje je, zakaj se ravno recimo na barvo kože, skodranost ali pa na reproduktivne organe pripnejo določene čisto družbene oblike nadvlade, ampak mislim, da te se sicer reproducirajo v vsakdanjem življenju z govornimi dejanji, mislim pa, da to ni njihov izvor, se pravi, bojim se, da ni to preprosto, se pravi, če sam začnemo govoriti drugače, mogoče lahko izzovemo te, ali pa jih destabiliziramo, naredimo recimo družbenost teh oblik, se pravi, jih denaturaliziramo v smislu, da se ne zdi več, da spol naravno izhaja iz oblike genitalij, ampak to je pa vse, kar lahko z govornimi dejanji naredimo, ampak mislim, da vse še ostajajo recimo bolj močnejše strukturne družbene delitve, ki recimo določajo binarno spolo. Mislim, to bi si upal na pamet reči, stalo bi pa raj prepustil komu, ko več ve o tem. Jaz predlagam, da zaključimo in se te razprave nadaljujejo še zunaj. Ja, mislim, 1 uro 45 minut. Jaz bi tebe vprašala, a mi lahko konkretno poveš, kako boš ukinil svoj spol? Rečeš, nimam spola. Prosto. Seveda. Z te pozicije, z katerega... Ja, potem pa se recimo igraš, recimo daš na sebe kaj ženskega, potem pa vidiš civel, katerega. Zdaj, jaz tega ne počnem zaradi tega, ker... to govori nekdo, ki diskriminira in si to jemlje kot besedne igrice in... Ja, vsekakor so igre. Ja, in s tem se igraš, potem je to se spremenilo. Lahko pa res predlagam, da končamo pa da bolj v osebnem, neformalnem okolju to naprej nadaljujemo zunaj. Odgovor je treba dati, to se že dogaja, kar vi pravite, spomnite se na primere, ki jih tudi v Sloveniji vsi poznamo, registracija nove verske skupnosti, leteča pošast in tako naprej. Ne? To je ta subverzivna tehnika, kjer na nov način ustvarite, prikažete neko identiteto, pogosto na humoren, to je zelo dobro orožje. Zakaj? Zaradi tega, ker s tem protestirate proti fiksiranim drugim identitetam, ki jih od zgoraj navzdol vsiljujejo in v katere smo ukalupljeni. Na zadnjem popisu prebivalstva je mnogo ljudi, mislim, številka ni velika, ampak jih poznam, se odločilo pri nacionalnosti za Marsovce, ne za Slovence, Jugoslovane in tako naprej. Zakaj? Ne zato, ker bi res verjeli, da so z Marsom, ampak zato, ker so protestirali
ne, proti obstoječim identitetnim klišejem. To ni nič novega, to so pogruntali že interakcionisti v 60-ih letih prejšnjega stoletja, da so vse oblike, kaj je to stol, miza, kolo, družba, osebnost, spol in tako naprej, to je stvar interakcije, dogovora. Ne. Zdaj, problem je, seveda, če ima pri tem eden večjo moč kot drugi ali pa vso moč, drugi pa ne. To pa je problem. Pol imate družbeni konflikt in pol imate rezistenco, tako, diskriminacijo, rezistenco od spodaj, kjer miniraš obstoječe kategorije. Z družino se že nekaj takega dogaja pri nas. Ne? Ni sam ta referendum, kaj je zdaj družina, ne? Ali je hetero ali homo in tako naprej. Ne? Nekateri sploh nočejo govoriti, se označevati, niti živeti v družinah. Ne? To je prevladujoč trend. Verjetno tudi okrog teh spolnih identitet in vlog, takrat, ko vam jih nekdo vsiljuje, šef, zakonodaja, ne? In tu prikrajša, se bodo razvile verjetno podobnosti. Ok, nadaljujemo zunaj oziroma v sosednji sobi. Hvala vsem, da ste prišli. Hvala vam štirim za super razpravo.